Dober dan, pozdravljene naše dame, njihovi gospodje, kdorkoli nas pač gleda. Tema današnjega podcasta bo prav zanimiva. Namreč ukvarjali se bomo z lepoto ženskega spolovila. Dobesedno, z lepoto ženskega spolovila. Vedno pravim, da nožnica je kraljica ženske, zdaj bomo šli pa še malo širše. Tema današnja tema na splošno je estetika zunanjega spolovila. Kaj to sploh je, kaj lahko naredimo, kakšni so trendi in zakaj meniva z Leonom, da je to pomembno. Leon, živjo. Pozdravljena Petra, dober dan. Kako si? A sem lepo napovedala, da bo lepota ženskega spolovila. Žensko spolovilo je nasplošno lepo, je tako? Ja, res je. Tudi moško, no, ampak žensko še lepše. Ja, še lepše. Govorila pa bova o v bistvu ginekološki perspektivi tega in sicer bolj kot ne skozi kirurške oči estetike, se pravi, govorili bomo o estetski ali tudi mogoče malo manj posrečeno imenovani kozmetični ginekologiji, ki uporablja različne pristope, da bi dosegli nek željeni izgled ali funkcionalnost ali oboje pri posamezni pacientki. Sprav ne bova govorila o make-upu zunanjega spolovila, ampak deeper, bolj poglobljeno. Ja, bolj poglobljeno. Dejansko so to stvari, ki niso frizurca, kar sem imela v nekem drugem podcastu, kako in kaj, ker tista frizurca slej ko prej zraste nazaj, razen če ni ne vem kakšna besna laserska terapija v ozadju, ampak o dejansko teh pristopih, ki trajno spremenijo žensko spolovilo. Kako bi razložil nekemu normalnemu, nevednemu poslušalcu, kaj to je? Kaj je estetska ginekologija? Jaz vem, da so v tujini pravi centri, ki se ukvarjajo samo z tem, z lepoto ženskega spolovila. Torej, tako kot si že prej uvodoma povedala, žensko spolovilo je že samo po sebi lepo. Niti ni norme, kaj je pa zdaj tisto, kar je, kako bi moralo spolovilo zgledati, da bi ga lahko imenovali zdaj pa lepo, ti imaš pa grdo luliko, ti imaš pa tako, ti imaš pa drugačno, nikakor ne. Vsaka je po svoje dejansko lepa. Tisto, kar je meni zanimivo bilo že od nekdaj, je bilo ta barvitost. To, kar nekatere ženske sicer ne želijo slišati, ampak barvitost, se pravi, žensko spolovilo, če gledava od anusa navzgor, je temnejše kot je ostala koža. Temnejše so male sramne ustnice, pa so potem velike sramne ustnice precej svetlejše in je povsem svetla koža gor od ščegetavčka oziroma kožice, ki ga prekriva navzgor. Se pravi, že ta, bi rekel, barvitost daje posebnost. So pa seveda nekatere stvari, ki se zgodijo v življenju in spremenijo videz spolovila. Eno so poškodbe, v glavnem so to obporodne poškodbe, potem so stvari, kot je v enem od podcastov sva govorila o hujšanju, ženske, ki izgubijo veliko telesne teže, se jim ponavadi prej mastne, debele, velike sramne ustnice zdaj tako rekoč posušijo in izgledajo nagubane, uvele in tako naprej. Potem so ti prehodi med posameznimi obdobji v življenju, govoriva o obdobju od pubertete do zrelosti in potem peri in pomenopavzne, ko je pomanjkanje hormonov na spolovilo posebno očitno in se s tem seveda tudi spolovilo spremeni. Potem, kot veš, in si velikokrat že videla pri svojih pacientkah, da sramne ustnice, govoriva predvsem o malih sramnih ustnicah, lahko nenavadno veliko zrastejo tudi kasneje v življenju, ne samo, ko se puberteta konča, po nosečnostih. Skratka, kot da imajo neko svoje življenje, neko svojo energijo, nek svoj rastni hormon in pa še kar nekaj nabuhtijo in še kar nekaj zrastajo, ker nekaterim ni všeč, nekatere pa dejansko funkcionalno moti. Tako si lepo opisoval tole področje, tako kot bi v kakšni res lepi stvari govoril. Barvito, slikovito, kako si zdaj rekel, svoje življenje imajo. Sicer se tu uvelo dal vmes, no, to je bilo malo lepo, ampak eno tako skrivnostno življenje
ženske tam spodaj. Kaj pa še, kaj ne si predstavljamo pod estetske posege? S čim se to ukvarja? Kaj je problem? Zdaj, predno pridejo mogoče čisto do posegov, ne? Ker poseg je pravzaprav bolj, ko ne se sliši neka kirurška zgodba. Zakaj ženska pride? Ja, ponovadi bi rekel, da ta problem ali pa to, kar si rekla, zakaj pride, razdeliti na 3. Ne? Eno je dejansko izgled. Izgled, ki lahko moti njo, upam, da ne njenega partnerja, na to sem zelo alergičen, ampak če že naj moti njo, ne? Zato, ker se zdi, da ima ene ustnice, se pravi, ponovadi so to male sramne ustnice prevelike, počasi se zdi, da ima premajhne velike sramne ustnice, to nesorazmerje ali pa, kar je tudi ne tako redko, da je ena ustnica bistveno večja kot druga, se to nesorazmerje nekako zelo čudno izpade. Takrat govoriva dejansko bolj kot ne o izgledu ali mogoče tudi bolj slišano z strani nas vseh estetsko. Ne? Potem drug, nič manj ali pa za mene bolj pomemben aspekt je funkcionalnost, se pravi ženske pride zato, ker nekaj spodaj ne funkcionira. Zdaj, kaj bi lahko bilo to, kar ne funkcionira? Pač spolovilo je namenjeno večjim stvarem, ne? Da ne bi funkcioniralo pri porodu, ne bo res. Ne? Ampak lahko pa potem ne funkcionira, kar se tiče spolnosti. In nekaj, za kar pravzaprav na prvi pogled človek sploh ne pomisli, ne? Kolesarjenju. Mislim, ko ima zdaj spolovilo s kolesarjenjem? Ne? Vse. Na koncu je pa vse. Ne? Poglej tisto ozek zicek tam, ki ti ga ponujajo v trgovini. Ne? Mislim, vsa teža ženske je na spolovilo, ki tišči na tisto ozek kos plastike med nogami. Ne? Tako da to je eno tašnih. Jahanje. Jahanje, čeprav sedlo vendarle in konjski hrbet precej širši, ne, se ta teža, bi rekel, bolj na sednice kot na samo spolovilo prerazporedi, ampak ja, seveda. Ali pa sedenje v službi, ne? Tudi lahko sedenje v službi, športi, razni športi, pri katerih je ženska v ali kopalkah ali v dresu, recimo kot je gimnastika in podobno. Vse te stvari nekako na ta način vplivajo, tudi bolečine ob spolnosti, ki jih nekoč mogoče ni bilo, pa so potem nastopile, bodisi z hormonskimi spremembami, z obporodnimi poškodbami in podobno. A ne? Tretji, bi rekel, mogoče od vseh teh vidikov še najbolj pomemben vidik, ne, čeprav se tiste dva zdeta več kot relevantna, je pa psihološki vidik, zaradi katerega se ženske oglasijo. Ženske zaradi izgleda, ki ga imajo spodaj, ki dostikrat po mojem strokovnem mnenju in mnenju nekoga, ki je pa res videl na stotine ženskih spolovil, ni nič narobe, ampak žensko dejansko moti. In ona ob tem občuti sram, ker ima pretemno kožo na spolovilu, ker ima vhod v nožnico preozek ali preširok, ker je pravzaprav nekaj spodaj zares narobe in se iz tega razloga tudi izogiba in intimnosti in dejansko sama sebe zavira v življenju. To so 3, bi rekel, vidiki, zaradi katerih ženske pridajo nekaj spodaj urediti. Koliko je pa to razširjena problematika, koliko je to razširjeno zavedanje, da če postava ta kontekst v svet, ja, v neko Ameriko, ja, ali pa v našo podalpsko Slovenijo? Ja, res je, tukaj je nekaj razlik, absolutno. Torej, v Ameriki je bila ta rast precej eksponentna, se pravi, tam od leta 1998 do 2008 je, bi rekel, povpraševanje po takšnih storitvah, posegih, obravnavi zraslo za 200%. A ne? Medtem ko v zadnjih 5 letih pa spet za 200%, se pravi ne več v 10, že v 5 letih, ne? Zdaj govorijo pa že o Evropi. To so potem že evropske študije pokazali, v katerih sicer Slovenija ni bila všteta. Zakaj zdaj prihaja do tega trenda, da so zdaj ženske na novo odkrile svoje spolovilo? Na nek način ja. Ena stvar je, da se iz leta v leto bolj uveljavlja
bi rekel, depiliranje in britje spolovila in zdaj naenkrat te anatomske posebnosti vsakega spolovila pride veliko bolj do izraza. Kar naenkrat zdaj pač v tebi je bilo to skrito v dlakah, zdaj se pa naenkrat vidijo te sramne ustnice, ta ščegetavček in kožica, zdaj se jim pa zdi, da je to preveliko, takšno in drugačno. Plus tega, da imajo pač seveda socialni mediji, vplivnice dobesedno in vse, kar je na internetu dostopnega in se ženske lahko zdaj z ničim dejansko primerjajo, veliko vpliv. In seveda tako, kot si vse želijo imeti zgornje ustnice na tak in drugačen način oblikovane, si želijo počasi tudi, da bi se spodnje ustnice, govoriva zdaj najbolj tako, bi rekel, trotl ziher, oblikovali na nek primeren način. Zato imajo polno nekih izrazov, ki jih niti nočemo omenjati tukaj, ampak kako naj bi bilo to izgledalo, naj bo izgled tak, drugačen, želim to, pač pridajo z raznimi izrazi, želim, ne vem, izgled barbike, želim to, želim uno, tako da že takoj v osnovi vemo, kje smo. Ampak tam, ker bom začel danes in verjetno tudi končal, najprej je temeljit pogovor, kajti še enkrat bom rekel, stvari, ki jih spodaj spremenimo, so ponavadi doživljenjske trajne. Se pravi, ko nekaj odrežeš, neko recimo preveliko sramno ustnico, je ne moš potem čez en teden ali pa čez en let, ko se ona premisli ali pa dobi neko drugo vizijo same sebe prišiti nazaj. Tega se več ne naredi. Se pravi, to so stvari, še celo tatu je bolj reverzibilen z določenimi laserskimi tehniki. Zdaj, če bi recimo zunanje spolovilo razdelila na področje perineja, se pravi tega vhoda v nožnico, kamor bi mogoče dala še epizotomijo zraven, se pravi epizotomija je ta poškodba oziroma rez, ki se naredi ob porodu in običajno na desni strani proti stegnu, različno velik. Se pravi, če dava ta predel skupaj, potem dava recimo sramne ustnice, o kateri si že kar dost povedal. Ker so tudi najbolj pogost vzrok našega potem obiska. dava recimo klitoris. Ali ščegetavček. Joj, ta beseda mi je... Okay. Ja, te poščegeta. Poščegeta, ok. Se pravi, ščegetavček oziroma klitoris je pač ekvivalent penisa pri moškemu, ima pač praktično enake lastnosti. Vse razen sečnice. In seveda upam velikosti. In pol dava pa še recimo kaj nožnico. Katere zaradi česa ženske najpogosteje pridejo recimo k tebi? Torej, ne samo k meni, pa kamorkoli se ženske nekako zatečejo, bi rekla po pomoč, je torej, bi rekel, appearance sramnih ustnic. Največ. Sramnih ustnic, korekcija tega se imenuje labioplastika. Izraz v kirurgiji plastika ne pomeni, da naredimo nekaj plastičnega, da vgradimo plastično vrečko. Včasih so bile tiste od Mercatorja vrečke lumpi, nič tistega lumpija gor ne našijemo, ampak pomeni, da iz obstoječega tkiva naredimo nekaj novega. To je izraz plastika. Se pravi, nekaj preoblikujemo, tako kot iz plastelina, zdaj, ne vem, enkrat imaš zajčka, enkrat imaš kroglico, pa imaš pa račko. Približno na ta način hočem povedati. Se pravi, to je ta plastika. Labioplastika v največji meri, večinoma se labioplastiko uporablja pri malih sramnih ustnicah, nekaj manj pa pri velikih sramnih ustnicah. Tam gre večinoma za povečanje, občasno pa tudi za zmanjšanje teh velikih potem. Druga zelo pomembna in zelo pogosta je recimo temu pomladitev, ampak ne maram izraza, ampak ker ga ne znam drugače posloviti, pomladitev nožnice. Zdaj, nožnica je lahko oziroma rabi pomladitev zato, ker je zaradi premalo hormonov ali zaradi odklanjanja zdravljenja z hormoni ali zato, ker se hormoni dejansko ne smejo v enih zelo redkih stanjih uporabljati kot zdravilo, jih na ta način pomagamo, potem je nožnica lahko preširoka, lahko je v različnih fazah življenja, večinoma pa govorijo potem o poporodih in ob teh poškodbah. Potem si že omenila, je zunanji del spolovila proti anusu oziroma proti izvodilu črevesa, večinoma poškodovan zaradi
porodov, ampak ne izključno. Tukaj je ena bolezen, o kateri smo tudi že govorili na eden od najnih podcastov, imenuje se lichen sklerozus, se pravi neka avtoimuna bolezen, ki lahko zelo spremeni zunanje spolovilo, ki potem, da ga nekako vsaj približno rekonstruiramo nazaj, ko smo že začeli zdraviti z laserjem, ko smo že dosegli določene uspehe, ni pa še funkcionalnosti. Naprimer, da je ta presredek tako zatrjen in tako visok, da v bistvu onemogoča normalne spolne odnose. V tem primeru naredimo perineoplastiko, se pravi ta perinej ali po domače presredek popravimo. Tudi to, se pravi, niso zgolj poškodbe, pa niso zgolj prirojene spremembe, naprimer, da imate eno ustnico enormno večjo kot drugo, ampak so lahko tudi bolezni, kot je recimo lihen. Pa potem dejansko same kirurgija nožnice in vhoda v nožnico, ki je velikokrat posledica niti ne epizomijskih ran, ampak slabo zaceljenih ran po porodu, navadno raztrganin. Se pravi, tisto, kar se ni namensko naredilo pri porodu, ampak se je zatrgalo, zgodilo, ali pa se je zatrgalo pri drugem, tretjem porodu ob brazgotini, ki je že obstajala od prvega poroda, recimo. Zdaj, spolovilo žensko je anatomsko zelo specifično in ga treba zelo dobro poznati, ker čim ti nekaj tam narediš, nekaj odrežeš, si odrezal je konc. Čim se nekaj okoli klitorisa petlaš okoli, to je izredno živčen organ, smo rekli, enako funkcijo ima kot penis in je najpomembnejši organ pri spolnih odnosih. Kdo misliš, da je najbolj poklican oziroma kdo misliš, da je tisti, ki naj bi se lotil anatomije tega predela oziroma poprave tega predela? Da nekako najbolj poklicani prav za ta del smo ginekologi z to estetsko doedukacijo. Sem sodeloval v prejšnjem delu svoje kariere tudi z številnimi plastičnimi kirurgi, ki so pomagali pri velikih rekonstrukcijah zunanjega spolovila, ki so bile posledica velikih mutilantnih operacij zaradi karcinomov. Se pravi, res obsežne operacije, ki niso v bistvu del tega, kar sem hotel danes povedati, neka čist druga zgodba, druga dimenzija, bi rekel, poškodb, in tako naprej. Sicer pa večinoma teh stvari tudi v svetu se lotevajo ginekologi z znanjem teh estetskih, bi rekel, prijemov, kaj in kako narediti iz obstoječega kože, kadar je kože preveč ali kadar je kože na spolovilu premalo. Recimo se mi zdi, da skozi primere mogoče ljudem najlažje pojasnim, zakaj pri nekaterih spremembah gre. Uvodoma sem rekel, da res želim v pogovoru, ki ga imam, predno se česarkoli lotim s pacientko, razumeti, zakaj bi se ona odločila za tak poseg. Kaj pravzaprav njo moti? Zdaj, če prideva, da je to neka funkcionalnost stanje, naprimer, da zelo težko kolesari, ali pa recimo, da zelo veliko nastopa, bodi si, da je balerina, bodi si, da je gimnastičarka, ne nujno v mladih letih, ko raztegne noge, da se dogaja, da izpod tega dresa, ki ga oblači, pogleda sramne ustnice. Si mislim, da pač bi moral biti interes teh ljudi, ki jih gledajo na drugem mestu, ne pa na njihovih sramnih ustnicah. Tako da ta del se absolutno strinjam, da je treba popraviti. Moti pa me, oziroma absolutno ne želim sodelovati pa takrat, kadar stopijo še z vrata pacientke, iz katerih potem že malce vidim iz narave, tega, kar mi prepoveduje, izvlečen, da pravzaprav prihaja na željo partnerja. To pa je nekaj, preko česar ne stopim nikoli. Jaz se spomnim en tak primer, res mlada ženska, recimo 23 let stara, pride in pove, da ona ima pa toliko široko nožnico, da je prišla, da bi se zdaj tole popravila. In tako gledam, ne deluje ravno materinsko, tisto, da bi rekel, gospa ima zunaj 3 otroke, ki hočka pazi v čakalnici, se go, ste vi že sploh rodila? Ne, nisem. Kakšna široka nožnica, pol? Mislim, halo, pri 23-ih. Dajmo mi zdaj to pogledati. Nožnica je bila ozka, k svinčnik. Se go, jaz ne razumem. Jaz imam zelo široko nožnico.
res vam ne sledim, kakšno široko nožnico, težko bi imela ožjo nožnico, kako široko, ne, meni je fant povedal, da sem zelo široko nožnico in zato njemu sploh ne pride pri spolnih odnosih, sploh mu ne pride, ker imam pač jaz takšno široko, da on nič ne čuti. Jaz gledam tisto bogo žensko, tam res je bila boga je bila zato, ker je nasedla na nekega tipa, ki si ne zasluži, ampak prav ničesar. Se pravi Njene nekdo, nožnice, ne? še najmanj pa njene nožnice, se pravi nekdo, ki ima sam s sabo težave in se svojo spolnostjo in z ejakulacijo, je zdaj to svojo frustracijo obesil neki mladi ženski, ki se šele podaja v spolnost in ji obesil neko frustracijo verjetno za celo življenje. Tudi jaz kot strokovnjak, ki jih je videl, sva že rekla stotine in stotine, je nisem zares uspel prepričati, da je tole nekaj najbolj normalno spolovilo v teh letih in da praktično ne more biti ožje, da je nekaj narobe z njim. In kaj ne naredim? Se rekel, gospa, stopite čez vrata, se mu zahvalite za vse, kar vam je naredil in ga nikoli več ne poglejte. Me tako neverjetno gleda, se rekel, jaz sem absolutno resen. A pol ne bova dela, se rekel, ne bova. In upam, da tudi nihče drug ne bo. Se rekel, pre vas ni nič za narediti, samo on ga je za vricont, nič drugega. Tako da, recimo, to so take zgodbe. Ne? Pol pa dejansko prideva pa do drugačne zgodbe, ne? Kje pa je dejansko potreba. Ženska pove, da sliši svojo nožnico. Kaj naredi? Se pravi, ko ženska koraka, ne? Ko naredi raztežaj z nogami, se nožnica toliko odpre, da potegne zrak vase. Ko se noge med hojo približajo drugi, se ta zrak iztisne. Zdi se, kot da bi ženska ves še spuščala vetrove skozi drugo odprtino, črevesno. Frt, ki hodi. Jaz si lahko sam mislim, kako frustrirajoče mora biti to za nekoga. A ne? Tako da v takem primeru se seveda stvari lotimo ponavadi v 2 etapah. En del je oženje nožnice od znotraj, ker se le, če se da izognemo kirurškemu posegu, se pravi nožu, a ne? In pa vhoda, kjer pa je nož potreben. A ne? Tako da zdaj se mogoče že našel temu, s čim se pristopamo k tem stvarem, a ne? Seveda odvisno od problema, ne? Ampak načelno jih imamo kar nekaj. Ne? Eno je pač klasična kirurgija, se pravi klasično pomeni nož in ščkarje in šivalnik in šiv in tako naprej. A ne? To je en del, drugi deli so pa potem razno obrizgavanja. Eno tega je z trombociti obogatena plazma pacientke same, potem so razni filerji, to so hialuroni, podobno kot za ustnice, ki jih večkrat vidimo na obrazu, a ne? Samo nekoliko gostejše se uporabljajo v naše namene, se pravi za povečanje volumna velikih sramnih ustnic. Potem so tukaj laserji, te uporabljamo za oženje nožnice, ne kirurško, dosti uspešna metoda, moram reči, dosti uspešna metoda, dosti krat jo uporabljamo tudi za zdravljenje inkontinenci, ki je velikokrat pridružen problem preširoki nožnici. Tako da vse te stvari so nekako, bi rekel, precej razvite. Uporabljajo se lahko tudi dobesedno presadki, večinoma ne govorimo o koži, ampak recimo o maščobi. Namesto hialurona se v velike sramne ustnice lahko vbrizga tudi maščoba, se pravi te iste pacientke, te iste ženske, relativno, bova rekla, uspešna metoda. A ne? Uporablja se pa tudi strup botulin. Tako, torej botulin ali mogoče bolj, bi rekel, komercialno znam kot botoks, ki se ga uporablja na obrazu za ravnanje gub, a ne, je počasi najdel mesto tudi v estetski ginekologiji, ne toliko, da bi dejansko neke stvari spremenil v smislu estetike kot funkcionalnosti. Govorimo o ženskah, ki imajo razne težave z zategnjenimi mišicami, ki so posledica bodisi travm, govorijo predvsem o psihotravmah, se pravi dispareunija, se pravi otežen oziroma boleč spolni odnos, vaginizem. Tam je uporaba botulinuma v prav določene mišice precej uspešna metoda, seveda je treba to znati, pravilno narediti, traja lahko tak efekt tudi do 24 mesecev. Se pravi, ni trajen, mi mišice ne uničimo in tudi ne želimo, ne? Ampak jo pa lahko na ta način precej sprostimo. Tako da teh tehnik, kaj in kako se da narediti, je pravzaprav kar nekaj in uspehi so zares dobri.
je pa seveda treba vedno kot vsako stvar vedeti, kaj delaš. Ne? In so koraki nazaj zelo, zelo težki. Spomnim se ene gospe, ki prihaja iz daljnega vzhoda Evrope, kjer danes divja vojna, ki je bila na 2 posegih, kjer so ji manjšali male sramne ustnice. Torej, ne, da so jih manjšali, pravzaprav so jih zanulirali. Malih sramnih ustnic ni bilo nikjer, kar se mi ne zdi dobra rešitev, še slabše. Tako visoko so jih odrezali, da je izstopil klitoris, se pravi ščegetavček, ki ga ti nočeš omenjati kot ščegetavček, je izstopil in je zdaj ostal brez svoje kapice, brez kože, ki ga prekriva. Lahko si samo predstavljam, kaj pomeni tako oživčen, občutljiv organ, ki kar naprej drsa recimo ob hlačke in sploh nima več svoje zaščite. Ne? In bi rekel, popraviti tako stvar je res zamudna zgodba. Ne? Kako zdaj iz tiste premalo kože narediti zadost kože, kako zdaj to nategniti in sprostiti navzdol, da se vsaj deloma zakrije ta bedarija, ki jo je nekdo pred mano ustvaril. Tako da tukaj so, bi rekel, zgodbe precej. No, večkrat vdahen, Leon. Ja, malo vdahno, čakam na tvoje vprašanje. Ja, v bistvu jaz bi komentirala to, da je zelo pomembno, kako ženska sama sebe vidi, kako funkcionira in da če so neke stvari pač take moteče, da se dajo popraviti in da je treba takrat res paziti, kdo to popravi, ker je to enkratna stvar, ki se ne da potem še enkrat štukati, flikati, karkoli. V svojem volanti opažam predvsem, da so problemi porodne poškodbe, napačno zašite, grdo zašite, epiziotomije, presredki in potem... Tukaj te samo toliko stavim, predvsem z zdravnikom bo jasno, o čem govorim, se pravi pareza facialisa, to je pač živec, ki ga imamo na obrazu, dostikrat nastopi po kapi, ko na eno stran vleče ustnica takole navzdol. Dostikrat uporabimo seveda nepravilno izraz za parezo facialisa na ženskem spolovilu, kjer je tako grdo zašito, da nožnica zja na eno stran, kjer je bila pač epiziotomijska rana nepravilno skrbljena. Ja, ali pa je presredek tako zašit, da so res spolni odnosi že tehnični dosežek, kako partner sploh vstopi, pod katerim kotom in kako potem ta presredek mehča. Tako da je to večina teh stvari, ki jih videvam pri svojih pacientkah in za katere niti ne vejo, da obstaja rešitev. Ampak ženske so potrpežljive tudi tukaj in se jim zdi, da se bo, bomo pa malo manj tega počeli, pa mogoče se tole samo od sebe zrihta, ampak temu ni tako. Ne, v glavnem ne. Ja. Tako da, Leon, kaj bi ti za konec še povedal na kratko za sporočilo? Kaj želiš, da se zapomnimo vsi danes od tega podcasta? Bi želel, da si zapomnimo, da se da na spolovilu marsikaj spremeniti, da pa mora biti nek, bova rekla, tehten razlog, funkcionalen, tudi estetski in psihološki, zakaj bi se človek tega nečesa lotil, da smo pa pri tem večinoma zelo uspešni, da so uspehi zelo dobri, se dajo marsikaj stvari tudi res dobro popraviti. Tako da nikoli niti ni prepozno, lahko tudi v precej visoki starosti mladostne stvari popravljamo, tako da take home message bi bil, ne obupajte nad sabo, predvsem se pa imejte radi takšni, kakršni ste, z mogoče malenkostimi popravki, na katere pa lahko mi vplivamo. Jaz bi pa rekla, da imejte se rade, imejte rado svoje spolovilo, mogoče ga pogledajte enkrat malo od bližje, prosite še partnerja ali vašo partnerko, da to naredi namesto vas in uživajte v spolnosti in v svojem življenju. Pa se vidimo spet naslednjič.